Koša folk in dobrodošli v nov YouTube video. Današnji obrok številka 2 je bil zdemoliran. 120 gramov pašte, 100 gramov tune v lastnem soku in pa približno 200 gramov paradižnikove omake. Če ste videli, da je pašta, veste, da sledi trening, ker večinoma je na to moj pre-workout meal. Tako da čez 2 urci grem na trening in danes zelo zanimiv trening in sicer tisti shoulder focused push workout. Treningi so res zdaj zame osebno iz tedna v teden vedno boljši, vedno bolj zanimivi. Zakaj? Ker postajam vedno močnejši. Tako da bulk is going perfectly. Res napreduje kot mora. Postajam vedno bolj poln, vedno večji, vedno močnejši. Telesna maščoba pa je nekako približno vedno ista, malo se je seveda dvignila, ampak smo tam. Kakšni so kakšni updati? Veliko stvari se pripravlja v ozadju, veliko dela sem imel zdaj zaradi FMF-a. Sem mogel predstaviti prvi drop, kot ste videli, tisti, ki sledite Instagram profilu. Če ga še ne followaš, pejte ga pofollowat, prosim. Nisem bil 100% zadovoljen s kvaliteto in jaz sem takšen perfekcionist, še posebej glede oblačil. Jaz v svojem privatnem življenju ful rad izbiram res dobra oblačila in če bom začel delati oblačila, hočem začeti delati nekaj, kar je res kakovostnega, da je lepo za videti je bilo, dober je bil fit, ampak kvaliteta samih tiskov ni bila, kot sem si jaz želel. Tako da vse še enkrat, business life, ampak kot sem rekel, jaz nekega izdelka, v katerega jaz 100% ne verjamem, ne bom niti prodajal, ker na mojem izdelku bi se reklo, je direktno povezan moj reputation, tako da želim si res, da je kvalitetno. Ni to zdaj predstavljeno za mesece in mesece, ampak od tistega dropa, kot je bilo določeno, mogoče par tednov še, da dobim vse te stvari nove in potem naredimo drop. Support zdaj je kar, nek hype se je že naredil, bomo videli, koliko vam bo to všeč, ko začnemo z to zgodbo. Prišel sem v to neko rutino, glede vsega, ampak tukaj bi zdaj omenil glede fitnessa, kjer sem res ful produktiven in kjer ful napredujem, ful mi je všeč. Pač ta bulk bo crazy, folk. Trenutno sem že basically močen, kot sem bil na višku prejšnjega bulka pri 94-95 kilah. Danes zjutraj sem imel 85,6 kilažo. To je samo znak, da bo ta bulk zelo produktiven, zelo dober. Še posebej, ker bom popravil vse tiste majhne napakice, ki sem naredil v prejšnjem bulku. Med temi so to, da sem popolnoma pustil kardio v prejšnjem bulku, zdaj delam redno kardio in se mi ful pozna in se mi bo tudi poznalo pozneje v bulku. Druga napaka je sigurno to, da sem mogoče malo prehitro pridobival, torej mogoče sem na mesec ciljal 2 kg, 2,5 kg, zdaj pa mogoče ciljam malo manj, tako da mogoče 1,5 kg, maksimalno 2, ampak za zdaj od začetka bulka sem mogoče v 2-3 mesecih dobil 2 kg, tako da res počasi gre, ampak zato so rezultati bomba. In mogoče to razporeditev obrokov, da imam malo več obrokov razporejenih. V prejšnjem bulku sem mogoče imel vse kalorije, tudi ko sem imel nad 4000 razporejene v 4 obroke, kar glede prebave, glede absorpcije samih ogljikovih hidratov ni idealno, tako da zdaj na 3600 kalorijah si razdelim 5 obrokov in tudi dam dosti večji fokus na to, da je večino ogljikovih hidratov koncentriranih okoli treninga in tudi med samim treningom, da nekaj pokažem. Ta dva izdelka sta mi ključna, kot bi se reklo energija, kot oglikovi hidrati med treningom. Prvi izdelek, ki ga že poznate, in sicer to je Thor pre-workout z Vitargom. Vitargo pač so neki oglikovi hidrati, tako da ta pre-workout pač ima kalorije, ima oglikove hidrate. Tako da, ko vzamem ta pre-workout, večinoma na popoldanskih treningih, ker ima kofein, ta je steam, potem dobim tudi nekaj oglikovih hidratov iz tega pre-workouta. Med treningom je takrat, ko telo največ potrebuje oglikove hidrate. In new entry, in sicer basic oglikovi hidrat, in sicer Cluster Dextrin. Imel sem tisti, bi se reklo, intra-workout, ki je že cela formula narejena od Jim Beama v tisti tubi, ki sem jo pokazal,
ampak zdaj nazadnje, ko sem si naročil stvari od Jim Beama, ni bilo na zalogi, tako da sem si vzel to, ki je pač osnovna sestavina tistega intra-workouta in to so res samo ogljikovi hidrati. 25 gramov clustered dextrine ima 95 kalorij in pa 24 gramov ogljikovih hidratov, tako da skoraj 100% ogljikovih hidrati, čisti ogljikovih hidrati, približnih 300 kalorij, še kar čistih ogljikovih hidratov pridobim med treningom. To so nekako te napake, ki sem jih popravil v tem bulku in potem bomo videli folk, mogoče že po tem bulku se bo začela priprava za prvo tekmo, tako da nisem preveč govoril o tem, ampak ste posumili, ste razumeli, da naslednje leto grem na prvo bodybuilding tekmo, naravno testirano bodybuilding tekmo. Kje bo ta tekma, v kateri federaciji bo, niti še sam nisem poštekal, razumel, odločil. Ta bulk bo trajal, tako da čisto možno, da bo to res zdaj še zadnji bulk pred naslednjo tekmo. Tako da evo, to je nekako plan, to je nekako situacija vsega, kar se dogaja. Tako da evo, si pripravim intra-workout, ki sem ga že pokazal. Kot vedno folk za Jim Beam supplemente in pa oblačila. Porabite kodo MAX5 za dobiti 5% popusta, za mene osebno supportat. Res vas je dosti, ki jo uporabljajo in sem ful hvaležen pač. Ampak dobro, to so rezultati tega počasnega dela, počasnega grajenja, močnega communityja in zdaj so rezultati, tako da res hvala vsem, ki podpirate. In potem se vidimo direktno v fitnessu folk, ko me čakam na današnji trening. Mislim, da bom dvignil kilažo na par vajah, tako da se vidimo v fitnessu. Evo folk, segrevanje ramen, mobilizacija, pre-workout, vse kar poteka pred začetkom samega treninga opravljeno. In zdaj gremo na prvo vajo, tako da pec deck flies, kot sem rekel, danes je ta shoulder focus push workout, vedno ga začnem na pec decku. Tukaj imamo dva seta, prva da se segreje za lepo stopnjevati in tukaj bom naredil samo en delovni, ker vseeno ni to main focus prsa, ampak potem ramena. And heavy working. Let's go. Zdaj gremo na prvo vajo za ramena in sicer cable lateral raises z deep handleom. Porad naredim eno vajo za ramena pred glavnim push premikom za ramena, ki bo dumbbell press, da malo pač primam rame, da ga dobro segrejem in potem sem ful bolj siguren na tistem heavy pressing movementu. In gremo na glavno compound vajo za ramena, oziroma glavno vajo celotnega treninga za ramena in sicer dumbbell press. Danes načeloma bom dvignil kilažo, ker sem se zadnjič počutil res ful močnega, ful stabilnega, kontroliranega na 32-kah. Tako da danes bomo probali 34-ke. And see how they move. Tako da to je ta slow progression vsake ne vem koliko tednov, ko se pač počutiš, da lahko zvišiš kilažo. V bulku treba zvišiti kilažo, tako da.
Ciljni rep range, karkoli izmed 6 in 10 bo zaželjeno. Ki šle kar solidno, prvi set 7, drugi 6,5. Mi je ravno res nekdo, samo da mi še malo porino. Zelo dobro. Tako da zdaj gremo naprej za naslednjo vajo za ramena in sicer rear delt na pec decku. To je pač edini premik za rear delt, ki ga imam in samo na tem treningu za ramena. Tako da tukaj malo bolj više ponovitve ciljamo, ne tako heavy. Jaz pač imam rad ta feeling, da malo bolj peče, tako da 16 plus ponovitve na delovnih. Let's go. Gremo na ta incline press, na katerega, če se pač samo usedeš in se nič ne naštimaš, je basically premik, ki je malo upper, pec in malo sprednja rama. Tako da za ta trening mi pride čisto v redu, da je nek premik, ki zadane oba dva dela, ker je res premik full navzgor, če se ne nagneš. Torej, če bom sedel res ravno na tej mašini, full gor premik, tako da je to neka vaja. Torej, pec deck in recimo ta vaja, da zadanete tudi prsa, ne? Vse ostale pa so bolj ramena focused. To je zdaj še zadnja vaja za ramena slash prsa in potem gremo na zadnja dva premika za triceps. En stopnjevalni in potem spet dva heavy delovna. To je koncept, ki je na vseh teh malo bolj heavy vajah popolnoma isti. Let's go. No, ta mašina je heavy as fuck. God damn it. Gremo na triceps in sicer straight bar, cable pushdown in potem bom šel še na machine dipset, tako da keep it heavy. Na tem push workoutu imam obe dve vaji bilateral, torej da delajo pač obe dve roki skupaj. Na drugem push workoutu, torej chest focus, tam pa imam malo bolj unilateral, tako da vključimo boja, ampak na unilateralu je potem težko iti heavy, ne? Zato potem tukaj
cable pushdowns in pa dipsi je potem ful lažje iti heavy in to mi je tudi cilj, ker realno bolj heavy, kot grem z boljšo formo, vedno pač z dobro formo, če grem malo bolj heavy, dosti boljše čutim triceps, tako da, let's go. Pump is solid. Striacije so še vedno tu. Eksplodirala roka. Še zadnja vaja tega treninga, kot sem rekel, malo bolj heavy gremo in sicer machine dips, triceps focus čim bolj, tako da pač se držim ravno, komolec čisto ob telesu, tole ročko tukaj, ki pač si jo lahko zviješ, si jo daš, da je čim bliže telesu, tako da potem tudi komolec potuje čim bliže telesu in komolec pač nazaj, da se lepo raztegne triceps. Tako da tukaj gremo spet malo bolj heavy. Amazing session behind me, kot sem tudi pričakoval, ampak dobro, zdaj so realno vsi sessioni zelo dobri in post-workout seveda sledi post-workout oziroma as I call it post-worky shake, tako da gremo si ga zmešati. Zdaj je že malo bolj konkreten glede na preteklost, glede na kalorije, tako da imamo vse skupaj 400 ml mandljevega mleka, 200 gozdnih sadežev, eno banano, 30 g mandljev, 30 g meda in še moje riževe beljakovine. In sicer 40 g, kar je malo več kot en skup. In še malo. Okay. Zdaj sem si zapisal shake notri in s temi količinami in sestavinami pride 715 kalorij, 92 g ogljikovih, 20 maščob in pa 44 beljakovin. To je moj tretji obrok, danes bi mi načeloma manjkala še 2 obroka, ampak bom danes imel prost obrok in bom četrti in peti nekako združil v enega. Ali piska. Kaj imaš tle v torbi? Koša. Tu imamo koša folk. Koša folk. V čemu sploh sodelujem? V današnjem vlogu. Torej folk, smo prišli v avto. Smo prišli.
Ti, Leo, ko začneš motati bombe. Avto je nafilan s testosteronom. V glavnem sem rekel, da danes imam ta nek free meal, tako da gremo zdaj narediti mi špežo, ne? Yes, tako je. Košni delamo? Kako bi posneli to? Samo da se vidi malo. Koga? Čakaj, damo tortilje. Koruze in bejn. To je to za ta denar. Nič gor. Ja, ne vem, dal si bom to in dal si bom to. Hvala tebi, no. Zero ketchup. Bala njemu sta. Zero ketchup. Ketchupen. Se lahko Ta družiš, gre lahko na greš zadnji samo post od Instagrama. jaz si moj najboljši kolega, tehnica. Ne, bomo dali pol behind the scenes, kaj si bo dal še gor. Dostan do this. Leo si bo dal gor Lotus. Lotus si bo dal gor. Ja, Ker se ga prenesel za njih 3, ker jaz sem še 2 meseca bom delal to. Jaz še 2 meseca bom delal to. Dobro, ti piresen, le, ti piresen.